Podbočje je malo naselje v občini Krško, ki včara svojo podobo, ob glavni cesti teče potok Sušica, čez njo pa je speljanih 11 čudovitih mostičkov. Pohvalijo se lahko z lipo, ki naj bi imela skoraj 200 let in s tem, da imajo v naselju mlin. In edini mlin se nahaja prav tu, na turistični kmetiji Hribar. Jaz gre sedaj poiskat Iris, ki mi bo še več povedala o njih. Pričaka me samimi dobrotami. Kako ste lepo pripravili mizo pri vas? Ja, smo se malo potrudili, ja. A takole cartate goste? Ja, tako pa še bolj. Kaj pa tele velike jagode, so z domačega vrta? So. S čem jih pa futrate? Z ribom. Z ribom! Ta je bila pa dobra. Postrvi pri Hribarjevih ne manjka, saj imajo že 30 let ribogojnico. Na meniju imajo. Seveda, kot prvo so pečene ribe na žaru, potem delamo tudi za skupine, seveda tukaj noter, fileje, potem ribe na manjše koščke, razrežemo pa spečemo, potem, namaze, ribja juha. Razvajajo pa tudi z jedmi iz krušne peči ter sezonsko domačo pridelano hrano in rujno kapljico. Tukaj jaz vidim vinograd. Ja, eden od 3. Eden od 3. Katere sorte pa so vse tlele na vašem vinogradu? Žametna črnina, frankinja. Riesling. Aha, je oči povedal še Riesling. Kraljevina. Ja. Pa je to. Okay. In potem tudi vinca, ki jih ponujate pri vas, so stlele iz teh vinogradov okoliških vaših, ne? Tako imamo Riesling, frankinjo, cviček, pa penine tudi, ki smo jo tudi prej pili. Ja, roze? Tako ja, muškat imamo tudi. Super je bila? Tako da, ja, vsega pa malo. Vsega pa malo. Kaj gre pa najbolj v promet od teh vin? V zadnjem času najbolj priljubljena je frankinja. Modra frankinja. Pa cviček seveda, ne? Ker smo tudi v tem okolišu, drugače pa modra frankinja je hit. Obiščete jih lahko ob nedeljah, predhodno naročenim skupinam pa se terminsko prilagodijo. Gostom nudijo urejene prostore za praznovanja, obletnice, za poroke, krst in druga srečanja. Pri njih pa si lahko sami ulovite ribo za domov. Lahko prinesejo opremo s seboj. Letos smo se pač tudi odločili, da bomo tudi izposojali pač opremo, tako da lahko pač prijete brez, pa pač probate si kakšno ribco uloviti. Drugače pa tudi zdaj, če kupite za domov, pa pač mi ulovimo. Mi imamo pač sistem, da prideš in ti svežo ribo ulovimo. To niso ribe na ledi, ali pa da kje čakajo, ali pa karkoli, pač ko prideš, gledaš ribo v vodi in mi ti jo potem ulovimo in pač... Da točno vejo, katero bojo potem imeli na krožniku. Tako. Prepričana sem, da tudi vas zanima, kako je prišlo do tega, da imajo Hribarjevi ribogojnico. Kot otrok sem lovil ribice in sem delal take majhne bazenčke in potem sem tiste ribice noter čuval in tako, ne, in se igral s tem in od nekdaj mi je bilo to res nekaj posebenega. No. Voda mi je od nekdaj privlačila in res sem užival v vodi. Se vidi, koliko imate zdaj rib, pa ste jih kdaj prešteli? Ja, zdaj momentalno imamo okoli 50,000 komadov. Poleg rib imajo na kmetiji posvojenega psa Alfija, poškodovanega in tavajočega po podbočju so 7 let nazaj vzeli za svojega, on pa njih. Na kmetiji imajo še mačke, race, kure, peteline, goske in prav one so krive za tole zgodbo. Ja, bilo je tako, da je pač mama goska imela pač veliko jajčkov, pa izgleda že, da ne bo nič. Da se pač ne bo nič zvalilo, vse je maja razmetala okoljno. Pa iz tega enega jajčka je pa pač gostil prišel ven. Pa smo ga pa malo prevzeli vrtec njegov. In tako da smo malo pazili na njega, ga vzredili v malo večje goskice in ta goskica nam je pa vse posod sledila. In zdaj je ratala velika goskica, ki se je pridružila ostalim klanu, ostalih 6 gosk večjih. Tako da zdaj je malo pozabil na nas, zdaj ima raje svoj klan. Za konec zgodbe in obiska na turistični kmetiji Hribar pa še en gosji pozdrav.